Spor v Jemnu se zaostuje, tokrat pa je žarišče tako na kopnem kot na morju. V bližini Hodejden je bilo ubitih najmanj 16 vojakov jemenske vlade v najbolj smrtonosnem spopadu s Hutiji od premirja leta 2022. Minister za informiranje Jemna pa je dejal, da je bilo ubitih tudi več kot 50 borcev Hutijev. Predsednik Jemna je prav tako besen, potem ko je Iran izvedel neposreden let v Hutijem nadzorovano Sano, da bi visoke uradnike Hutijev prepeljal na pogreb Alija Hameneja. Predsednik to imenuje kršitev jemenske suverenosti. In ker uradniki povezani s Hutiji opozarjajo, da bi lahko ožino Bab el-Mandeb zaprli za savdski pomorski promet, to ni več le še ena frontna črta. To je regionalna točka pritiska. Za več o tem se nam zdaj pridružuje Tomas Juno, profesor na podiplomski šoli za javne in mednarodne zadeve na Univerzi v Ottawi. Bil je tudi pridruženi sodelavec na Chatham House. Jonatan, Tomaž, lepo, da sta danes z nami na i24 News English. Hvala vama. Hvala, da ste me povabili. No, tukaj v Jemnu smo priča enim najbolj smrtonosnih spopadov od leta 2022. Ali lahko pričakujemo okrepljen vojaški odziv jemenskih vladnih sil? Kaj lahko pričakujemo v prihodnjih dneh? Prihajajoči dnevi bodo zelo napeti, ker, veste, že več kot 4 leta vojna v Jemnu ni bila rešena, ni se končala, vendar je potekala na precej nižji ravni. Frontne črte so bile stabilne. Občasno je prihajalo do spopadov med obema stranema, vendar so bili ti sistematično manjši in omejeni. Kot ste pravkar povedali, je to največji izbruh nasilja v zadnjih več kot 4 letih in napetosti v državi so bile visoke. Zato mislim, da je bolj verjeten scenarij, da bo še vedno ostalo omejeno. Ne verjamem, da bomo v Jemnu priča popolni vrnitvi v vojno, vendar so napetosti visoke. In možno je, da se bo scenarij povračilnih ukrepov, ki se je v zadnjem času nekoliko stopnjeval, nadaljeval vsaj še nekaj časa. No, v zadnjem času smo videli, da so sile plemen, ki jih podpirajo Savdijci, bolj enotne. Ali predstavljajo resnično grožnjo Hutijevi prevladi v Sani ali še ne? Še ne, in v resnici smo od tega še precej daleč. In mislim, da imate prav, da ste to tako zastavili, saj so Hutiji že več kot desetletje prevladujoči politični in vojaški akter v Jemnu. So močni, podpira jih Iran. Vendar je vedno pomembno vedeti, da je eden ključnih razlogov za njihov relativni uspeh, poleg iranske podpore, tudi šibkost njihovih nasprotnikov. Mednarodno priznana vlada, ki jo mednarodna skupnost še vedno priznava, ima sedež v ZNF in tako naprej, je razdrobljena. Je šibka politično, pa tudi vojaško. In to je vedno koristilo Hutijem. Savdska Arabija je v zadnjih nekaj mesecih poskušala združiti in konsolidirati protihutijske sile, vendar je to zaenkrat še daleč premalo, da bi lahko resno izzvali Hutije. Medtem pa še vedno vidimo, kako Iran poskuša pokazati svojo prevlado v Jemnu, saj znova leti v in iz Sane ter pelje delegacijo Hutijev na pogreb Alija Hameneja v Teheran. Ali o tem kakšno sporočilo? Kaj naj si mislimo o tem neposrednem letu sem in tja? To je pravzaprav pomembno in na nek način mislim, da je to pomembnejše od spopadov, ki smo jih v zadnjih urah videli na obali okoli Hodejde. Že približno desetletje ni bilo neposrednih letov med Iranom, Teheranom in Sano, prestolnico Jemna, pod nadzorom Hutijev. Savdska blokada je to lahko preprečila. Glede na to, kako opogumljen je Iran po vojni, glede na to, kako je Iran uspel zapreti Hormuško ožino v Perzijskem zalivu. Eden od scenarijev, ki zdaj vzbuja skrb, je, da bi Iran dejansko uporabil pretvezo, da uradnike Hutijev povabi v Teheran na pogreb Alija Hameneja. Da bi si na ta način v bistvu ponovno zagotovil neposredne lete med Teheranom in Sano, kar bi bilo z vidika Savdske Arabije, ZDA in Izraela zelo zaskrbljujoče. Ker bi to Iranu omogočilo neposredno pot za zagotavljanje podpore, komunikacije, opreme, izmenjav, deljenja obveščevalnih podatkov in podobno s Hutiji. Torej je prav ta precedens tisti, ki resnično skrbi. Ali lahko jemenska vlada stori kaj, da ustavi te polete? Jemenska vlada res nima dovolj vojaške moči, da bi lahko ustavila te polete. Ključni akter tukaj je Savdska Arabija. Ko se je ta let zgodil pred nekaj dnevi, so bili poročila, da je Savdska Arabija poskušala prestreči letalo, da so Hutijeva zračna obramba odgovorila z ognjem na savdska letala in to je povzročilo ali prispevalo k trenutnemu porastu napetosti. In resnično edini akter, ki bo imel vlogo pri oblikovanju tega, ali se bo to zgodilo ali ne z obrambnega vidika, je Savdska Arabija. Veliko bolj kot jemenska vlada, ki preprosto nima sredstev za to.
Torej, če gledamo naprej, ko opazujemo, kako Iran poskuša ponovno vzpostaviti in pokazati, kako močan vpliv še vedno ima v Jemnu, kako pomemben je Jemen za Iran. Glede na prekinitev ognja, ki jo vidimo z njegovo drugo posredniško silo v Libanonu, Hezbolahom, in glede na nestabilno premirje med ZDA in Iranom trenutno, bi lahko bilo to potem tisto, kjer bomo videli, da Iran preusmerja več svoje pozornosti. Absolutno. V zadnjih 2 letih in pol, od oktobra 2023, se je doktrina osi odpora res precej spremenila. Hezbolah in Hamas očitno nista poražena, vendar ju je Izrael oslabil. Znotraj osi odpora so Hutiji ena izjema. Oni so edini član osi odpora, ki je danes močnejši oziroma zagotovo ne šibkejši kot pred nekaj leti. Tako je Iran zdaj v kontekstu, kjer je razumel, da je kot posledica vojne njegovo glavno sredstvo odvračanja, njegovo glavno sredstvo vpliva ni več Hamas ali Hezbolah, zagotovo ne v takšni meri, kot se je mislilo prej. To je zaprtje Hormuške ožine, njegovi raketni in dronovski napadi na zalivske države, vendar so to tudi Hutiji. In zdaj je scenarij, za katerega moram predvidevati, da ga Iran in Hutiji upoštevajo, saj v smislu načrtovanja za izredne razmere, ta možnost. V prihodnosti, kdaj ne vem, ampak v prihodnosti, ko bosta Iran in Hutiji skupaj grozila z zaprtjem tako Hormuške ožine strani Irana, kot Bab al-Mandaba strani Hutijev. In dvojni udarec, ki bi ga to imelo na svetovno gospodarstvo kot sredstvo pritiska na Saudsko Arabijo, ZDA, Izrael ali druge, bi bil pomemben. Torej, širša slika tega, kar se tukaj dogaja, je bolj pomembna in v nekaterih pogledih precej zaskrbljujoča. To je zagotovo pomembna tema, na katero bi moral biti pozoren ves svet, kot kaže. Tomas Juno, lepo, da ste bili danes z nami na i24 News English. Hvala, da ste delili ta vpogled. Hvala.